Pozdravljeni, moje ime je Mateo Štriplat, zaposlen sem na Gozdarskem inštitutu Slovenije. Sem vodja projekta z naslovom Elektronsko poslovanje kmetijskih gospodarstev z izrazito gozdarsko dejavnostjo. V nadaljevanju bom predstavil projekt, ki je bil izbran za financiranje po javnem razpisu za podukrep 16/2, podpora za pilotne projekte za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju gozdarstva. Gre za projekt Evropskega inovacijskega partnerstva, ki se je pričel z letošnjim letom in bo potekal 36 mesecev oziroma do sredine leta 2023. Z odločbo se je partnerstvu odobrijo nepovratna sredstva v višini nekaj več kot 347 000 evrov. Glavno jedro projekta so tako imenovani implementacijski partnerji, gre za 7 kmetijskih gospodarstev in pa drugih predstavnikov uporabnikov rezultatov projekta, ki bodo ključni za implementacijo rezultatov. Strokovno-raziskovalni del partnerstva projekta se je zgradil na podlagi uspešnega raziskovalnega projekta Sistem ocenjevanja kakovosti izvajalcev del v gozdarstvu, katerega glavni rezultat je spletni informacijski sistem Moj gozdar. Vodilni partner projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, partnerstvo pa dopolnjujejo svetovalni partnerji Zavod za gozdove Slovenije in Razvojni center koroškega gospodarstva. Z nami v projektu je še v vlogi tehnično-podpornega partnerja podjetje Arctur d.o.o. Spremljanje poslovnih procesov na področju gozdarstva v Sloveniji kljub splošnemu razvoju digitalnih storitev v praksi še vedno poteka bolj ali manj tradicionalno. Kmetijska gospodarstva izpostavljajo 3 ključne probleme, ki pa predstavljajo tudi jedro naših projektnih rešitev. Vse bolj postaja obremenjujoče izpolnjevanje administrativnih ovir, zavedajo se pomena načrtnega dela na kmetijah in pa si želijo ažurnih podatkov o gozdni posesti, hkrati pa si želijo nekega skupnega nastopa na trgu in pa se zavedajo prednosti novih poslovnih poti za doseganje dodane vrednosti pri prodaji svojih proizvodov. Glavni namen projekta je tako dvig stopnje digitalizacije na področju učinkovitega in ekonomsko vzdržnega gospodarjenja z gozdovi in pa tako neposredno vplivati na dvig produktivnosti in dodane vrednosti v celotni gozdno-lesni verigi. Hkrati želimo z uvedbo sodobnih informacijskih komunikacijskih poti kmetijska gospodarstva razbremeniti birokratskih bremen in na takšen način pomagati, da se bodo lahko intenzivneje ukvarjala z svojo osnovno dejavnostjo, torej s kmetovanjem. Splošni cilj projekta je pospeševanje in spodbujanje digitalizacije postopkov od načrtovanja, iskanja ponudbe gozdarskih storitev do prodaje gozdnih lesnih sortimentov, vse z namenom optimizacije gozdno-lesne verige v vsakem členu verige. To bo doseženo skozi podrobne cilje projekta, ki so prispevati k razvoju kmetijskih gospodarstev in povečati stopnjo profesionalizacije, vplivati na načine trženja lesa z vpeljavo optimiranih poslovnih procesov in pa vpeljati sodobna orodja v vsakodnevno rabo kmetijskih gospodarstev, prav z namenom zmanjšanja stopnje birokracije, povečanja sledljivosti in drugih prednosti. Glavni pričakovani rezultati projekta so nadgradnja spletnega informacijskega sistema Moj gozdar, za vzpostavitvijo modernih informacijskih komunikacijskih tokov bomo skrajšali potreben čas za pretok informacij, razvoj spletnega orodja za načrtovanje posestnega načrta in za zbiranje informacij na terenu ali pa neposredno od akterjev vključenih v gozdno-lesnih predelovalnih verigah in pa razvoj spletne oglasne deske, kjer bi lahko lastniki tržili vrednejši les ali pa iskali dolgoročne pogodbe s kupci gozdnih lesnih sortimentov v primeru večjih količin lesa. V zaključku lahko na kratko še predstavim potek dela na projektu. Delo smo razdelili v nekaj vsebinsko zaokroženih nalog, kjer poteka delo v delovno intenzivnih skupinah sodelujočih partnerjev. V grobem so delovni sklopi razdeljeni na razvojno-strokovne vsebine, tehnično-izvedbene vsebine in pa implementacijske vsebine. Hkrati pa se vsi partnerji zavedamo pomena diseminacije rezultatov za sam uspeh projekta.
Prve naloge na projektu že potekajo, sicer nam trenutna situacija ne omogoča, da bi s partnerstvom sodelovali tako, kot smo si sprva zamislili. Zaenkrat ostajamo optimistični in poteka delovnih nalog ne spreminjamo. V prvem koraku izvajamo popis podatkov o gozdni posesti, gozdni infrastrukturi in pa drugih kmetijskim gospodarstvom dostopnih podatkov. Tako bo stekla prva faza optimizacije informacijsko-komunikacijskih poti, saj bomo zbrane podatke uporabnikom ponudili na enem mestu z možnostjo nadaljne uporabe in pa urejanja. Hkrati pripravljamo popis stanja informacijskih komunikacijskih tokov, ki ga bomo izvedli v obliki vodenih intervjujev s projektnimi partnerji in pa z njimi povezanimi deležniki. Zavedamo se, da je za učinkovitost implementacije s projektom predlaganih rešitev potrebno dobro poznavanje trenutnega stanja. Tako bodo rezultati študije uporabljeni v prvem koraku pri definiranju in optimiranju poslovnih procesov, kakor tudi v nadaljevanju pri pripravi strokovnih podlag za tehnološki razvoj sistema. Za konec predstavljamo še trikotnik znanja, ki izhaja iz praktičnega problema, navedenega v uvodu te predstavitve. Partnerstvo sestavljajo kmetijska gospodarstva s svojo potrebo po optimiranju komunikacijskih poti in pa željo po izboljšavi procesov na kmetiji, od načrtovanja do prodaje. Tu so svetovalci, ki omogočajo prenos znanj, ter so v našem primeru ključen vir podatkov za potrebe gozdno-gospodarskega načrtovanja na posestih kmetijskih gospodarstv. Zadnji gradnik trikotnika znanj pa dopolnjuje Gozdarski inštitut Slovenije kot raziskovalna inštitucija, ki s svojimi izkušnjami vodenja projektov in pa poznavanja tehničnih informacijskih sistemov z področja gozdarstva nudi osnovne gradnike potrebne za učinkovito izvedbo projektnih nalog. Navajam še kontaktne podatke vodje projekta, veseli bomo vaših predlogov, vprašanj ali pa pobud za sodelovanje z drugimi EIP projekti s podobnimi vsebinami. Hvala za vašo pozornost.